so bili nori, pač zabaval sem se, tudi nekaj novega naučil, predvsem pa to, da je vsaka naloga nekaj posebnega in si za vsako nalogo si mogel nekaj drugačnega pokazati in se na vsako nalogo drugače fokusirati in če si to naredil, je bilo zabavno. Nisem ciljala na finale, pač rekla sem, grem uživati, grem pač nekaj narediti, kar bom lahko naredila. Ene, dve, tri vaje sem imela malo probleme, ampak drugo se mi je zdelo, da mi je šlo kar v redu in potem je bilo to. Največ preglavic mi je delala tale z radarjem, zato ker sem upala, da bom šla malo bolj počasi, kakor prehitro, ne? In potem nisem imela več občutka, koliko grem, ne nič. In sem šla pač prepočasi. In druga je tale na kamero, ker jaz nikoli ne gledam kamere, pač vedno se zanašam na ogledala. Najbolj se mi je vtisnilo v spomin po mojem kar tale Ranger izziv, ki je bil off-road. Je bil najbolj zabaven, najbolj razburljiv, veliko lukenj, veliko se je dogajalo. Prva pomoč mi je šla zelo super. Najtežje mi je bilo po mojem pri zanašanju, ker sem imela dosti težav. Sem malo zamudila sicer, pa mičkeno sem bila prepočasna ali pa prehitra pri vstopu. Drugače so bile pa vaje zelo zanimive, krog mi je bil zelo všeč, slalom na kamero mi tudi ni delal težav, garaža je šla tudi super. Pri vsaki postaji moraš pokazati dejansko neko svoje znanje, nekaj, da vidiš to, da se dejansko izkazuješ, ampak recimo, če bi mogel pa izpostaviti, kam je bilo najbolj težko, je bilo pa mogoče res v resnici tisto rikverc na kamero, pa brez ogledal. Za sodelovanje v najboljši za volan sem se v bistvu odločila, zato ker sem bila že lani tukaj in sem izpadla v polfinalu in sem hotela dokazati, da pač mi res gre, ker res uživam v tem. In tudi ful mi je všeč, da je veliko punce prijavilo in da se dokažemo, da smo punce pač zelo dobre tudi, da prebijamo stereotipe. Zdaj ničnih priprav ne bom imel, morda bom z sestro kakšno vajo doma ponovil ali pa kaj, drugače pa ne. V finale grem predvsem z namenom, da se zabavam in pač da dobim nove izkušnje.